Ime je Matej Šajk, staršen 34 let in 17 let živim s kronično bolečino. Moja bolezen se imenuje ankiliozerejotis spondilitis ali Behterjeva bolezen. Gre za kronično vnetje in postopno zakrstevanje hrbtenice. A se je avtoimuna bolezen, kar pomeni, da je neozdravljiva. Z 18 leti se prejemo medicinske blokade, antibiotiki in zdravila. Stanje se je slabšalo, nočna in jutranja korenost, nespečnost, bolečina v kožnih in križu, v prsnem košu, pri dihanju in kašljanju. Tako stanje se je nadaljevalo nekaj 15 let. Diagnozo so jim postavili nekaj pred 18 meseci in konfeto reumatologa začel jemati polno odmerjenje steroidnih zdravil. Po jemanju teh zdravil se je stanje drastično poslabšalo. Poleg že prej naštetih bolečin in težav, ki sem jih imel, so se zdaj pridružili še stranske učinke na steroidnih zdravil. Izkara, trebušni krči, krvava driska, razjebena črevesni sluznici, bruhanje in iznosna bolečina. Moje ravnovesje v telesu je bilo porušeno, imel sem depresijo, povišan kolesterol, krvavo drisko. Naj povem, da nisem bil zmožen poskrbeti sam zase. Moram priznati, da sem v tem času večkrat pomislil na samomor. Saj bila moja bolečina tako agresivna in nekontrolirana. Uradna medicina za to bolezensko stanje nima zdravila. Lahko le lajša simptome z nesteroidnimi antireumatiki in fizikalno-terapevtskimi ukrepi. Potem so tu še biološka zdravila, ki delujejo neselektivno in zapirajo celoten imunski sistem. Organizem je dovzetnejši za okužbe, vnetja in razvoj rakavih celic. Stroka in zdravniki so imeli več kot 15 let mojega časa in zdravja, da so mi sploh postavili diagnozo. Pri vsakem obisku pri zdravniku sem poslušal, da sem imel zdravljivo bolan in bo postavil palitik, ker da bom moral uživati tablete do konca življenja. Torej, kaj bi vi naredili? Bi mogoče poslušali vse, samo da do tega ne pride? Tako sem se odločil za aktivno zdravljenje, katero počujem hašiševo olje. Odzivi zdravnikov so bili različni, glavno negativni. Na vprašanje, če bi se lahko uspešno zdravil z zdravo prehrano in konopljo, sem odgovor dobil tišino. To je bil prvi, dovolj dober odgovor, da tako zdravljenje tudi poizkusim. Nekateri so pa okameneli in v zdravniških tako niti niso hoteli napisati, s čim se zdravi, čeprav sem to je zahteval. To, da se zdravo sprepovedano drogo in da lahko gremo za pot, je bila prva reakcija. V izvidu, ki sem ga prijel po enem letu piše, da sem zdravil z opijenim oljem, pa čeprav je bil zdravnik bez sebe, kako hašiševo olje pomaga in se mi je stanje pripravilo v enem letu. Ta isti zdravnik mi je tudi svetoval, naj nadaljujem zdravljenje s hašiševim oljem. Vse rezultati so bili neverjetni. Povedal sem tudi za stranske učinke nesteroidnih zdravil, kateri so mi področili strašne težave. Potem me še dodatno spodbudil pri samozdravljenju. Na pregledu po enem letu na UKC Petra Držaja stroga ugotovi, da nadaljne otiske niso več potrebni. Najbolj pozitivno reakcijo sem živel v rehabilitacijskem centru Soča, kjer so moje zdravlje prijazno pozdravili ter prijavili, da uradna medicina trenutno nima nobenega zdravila, ki bi imelo manj stranskih učinkov kot konoplje. Ne oziram se na reakcijo stroke. Najbolj pomembno je, da je moja česa pod kontrolo. Še prednje manj moje, ko sem trpel za hudimi stranskimi učinki tablet, sem si prepušne krče, bruhanje, depresijo, nespečnost ter izgube apetita, lajše s kajenjem marihuane. Že po nekaj dneh so prepušni krči izginili, hrana je zate zadržala. Ko sem slišal že konopljeno smolo ali hašiševo olje, je bilo moje stanje tako slabo, da bi sem bil zmožen poizkusiti karkoli, samo da bi bolečina izginila. Ko sem popil prvo kapljico olja, se je moje stanje začelo izboljševati. Bolečine so se po prvi kapljici praktično izginile skoraj v celoti. Po 10 letih tako rečem, da sem spal brez bolečin, ter se zgodil brez prepušnih težav. To je bil zame pravi čudež. Gibljivost se me je skoraj v celoti povrnila, tako da sem zdaj lahko aktiven, kolikor mi bolezen dopušča. Reakcije na olje nisem imel nobenih in počutje se dnevno izboljševalo. Olje jemljem 2 do 3 dnevno, odvisno od bolečine. Sedaj po enem letu samo zdravljenje, lahko rečem, da je stanje dokaj stabilno, občasno občutim 20-30% vse bolečine, ki je bila previsoko. Vsak bolnik in njegova bolezen so individualni, zato meni, da se vsak bolnik pripravi zdravilo po miru. Poznamo 1000 ali več vrst konoplje, ki se razlikujejo po vidu z učinku vonju stabilnosti času svetljenja, količini kanabinoidov ter terpentinov. V mojem primeru, kanabinoidi, kot so THC, CBD, CBN, CBN, CBC in CBG, lajšajo količino. Za protivnevni učinek pa potrebujemo olje z veliko. THCA, CBD, CBDA, CBC, CBG in CBGA. Da dobim olje s takim profilom, karakterovino potrebujem več vrst konoplje, ne marihuane. Osebno si jutranji ali dnevno odmerek zdravila pripravljam vrsta piva.
Večerno dneve pa iz vrst indika. Tako sem lahko dejala tudi čez dan, ne da bi bil pretirano zaspavan. THC v kombinaciji z ostalimi kanabinoidi in terpentini ima več pozitivnih učinkov na zdravje, kot pa negativnih. THC ubija rakave celice, blaži bolečino, je kostni stimulant, znižuje ali lajša vnetja, povečuje apetit, znižuje krvni stanje, sprošča mišice ter zavira epileptične napade in krče. Moja bolezen je bila diagnosticirana tako pozno, da zdravitev ni več mogoče. Brez hašiševega olja se bolečina voda v taki mere, da po noči ne spim, ter mi onemogoči dnevne aktivnosti. Preventiva v mojem primeru je 1 liter hašiševega olja na dan, ki leto nanese 3,5 kg konoplje, ki je ne moram predelati, če se na področju zakonodaje kaj ne spremeni. Zakonodaja je trenutno taka, da spada konoplja prvo skupino prepovedanih drog, kot so heroin in LSD. To se mi zdi pravi absurd, saj imamo bolnik občutek, da smo kriminalci in narkomani. In kar je najhuje za bolnikovo zdravstveno stanje, je nekaj strah za državnih pregovorov. Verjamem, da v Sloveniji mnogo bolnikov, ki bi se zdravi, ampak se ne, zaradi strahu pred policijo in nesprejemanjem družbe. Konoplja bolniki si tega ne zaslužijo. Jaz sem velik zagovornik hašiševega olja, ker je krivo, da sploh lahko hodim. Konoplja je nevarna samo za ljudi, ki imajo socialne zdravstvene sisteme korist in to ni prav. Ni prav, da nam rečeno zdravljenje za eno več zdravilnejših in koristnejših rastlin na svetu. Naj vas spomnim, da je zdravljenje vendljivo, ter da ga lahko izgubite jutri. Ministrstvo za zdravje in vas politike lahko prosim, da glede na to, da je v svetu vse več držav, ki omogočajo zdravljenje s konopljo, ker umikajo kovično napisane zakone za primer, da tudi pri nas končno nekaj naredite v tej smeri. Konoplja je zdravilna rastlina in se ne zasluži ene prepovedi. In upam, da boste to spoznali prej kot prepozno in zdravljenje ne bo služilo več. Moje mnenje v imenu tisočih bolnikov, ki si samo zdravijo s konopljo, je, da nam mora omogočiti zdravljenje z naravnimi in umetnimi kanabinoidi, kar je bila edina smiselna rešitev. In če hočete dokaz za konopljo zdravo, hvala.